če poskušam menstruacijo razložiti na temle modelu, pa dajmo probati, a ne. Namreč, tole so jajčniki, jajcevod, maternica, maternični vrat in pa nožnica. Zdaj, mi se že rodimo z 200.000 jajčki v bistvu, ki so in čakajo tukaj noter vsak mesec. Ko se seveda sprosti iz hipofize oziroma hipotalamusa, pravzaprav iz hipofize, se sprostita dva hormona. En je folikel stimulirajoči hormon, en je pa lutein hormon, ki pomagata, pravzaprav folikel stimulirajoči hormon pomaga vsako menstruacijo oziroma po menstruaciji se sprosti ta hormon in se najde recimo jajčece, ki ga obda in se naredi tak folikel in se začne delati okoli tega jajčeca ena taka membrana, folikel, ki seveda dela tudi druge hormone potem, na koncu tudi estrogen, ampak bistveno je, ko se ta folikel vzpostavi, se tudi seveda estrogen ven, estrogen, in zraven je pa še lutealni hormon, ki pa pomaga pri ovulaciji. Torej, tale jajčnik, torej folikel, sprosti jajčece v jajcevod, tako, da s pomočjo vseh teh hormonov in vsega tega koktejla, gre jajčece potem v jajcevod. In je v jajcevodu, to je torej ovulacija, ne? In čaka pravzaprav, če pride do kakšnega spolnega odnosa, tukaj pa tudi estrogen. Estrogen je spolni hormon, ki pomaga pri vsej tej, pri razvoju, ženskem razvoju ženskih spolnih organov. In pa tukajle se recimo, prav tlele se naredi ena taka sluz, ki pomaga takrat pri ovulaciji, ne, da pride semenčica lažje do maternice in oplodijo jajčece, ki čaka v jajcevodu. Če seveda oplodijo to jajčece, gre, takole bom napisala, jajčece, gre ta jajček, takle, gre tale jajček recimo sem, in se prilepi na to sluznico, kjer se v bistvu ugnezdi v to sluznico, in če je vse zdravo in vse funkcionira, potem se tukaj noter začne razvijati otrok oziroma nek embrio. Vse lepo in prav, 9 mesecev ženska rodi. Če ne pride do oploditve tega jajčeca, gre tale jajčece noter in progesteron, ki bi moral v tem momentu že nastati, se drugače razvije v placenti, ne? Tukaj pa potem recimo, če ne pride do oploditve, se sicer z pomočjo vseh teh hormonov, ki se med sabo pogovarjajo, ta sluznica, ki je nastala, sluznica oziroma, dajmo reči, posteljca, ki je nastala tukaj zato, da bi se razvil nek otrok, ampak ker tega otroka ne bo, se ta sluznica odlušči. In se s pomočjo krvi in sluznice se potem, zato so tudi kakšni taki koščki, se potem tukaj skozi maternični vrat kaplja dol na vložek, recimo, ne. In to je pač menstruacija, temu pravimo menstruacija, traja 3 do 8 dni, lahko je močna, lahko je šibka, kakorkoli že, ko ta menstruacija, torej prvi dan menstruacije so pač krvavitve in potem to je tudi, štejemo menstrualni cikel, štejemo od prvega dneva menstruacije. Torej, ko se konča menstruacija, se spet začne spodbujati FSH in LH hormon, ki spet delata na tem, da se vzpostavi nov folikel, nov jajčece se da, se sprosti v jajcevod in potem
jajcevodu počaka, da pride do oploditve. Če ne pride, spet čez cel mesec se naredi potem ta sluznica, ki se odlušči in spet zlije.